Lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji predstavitvi Svetovne mreže Univerze v Ljubljani, Znanost za vse, predstavitve dosežkov članov in članic SMUL. Za SMUL Svetovna mreža Univerze v Ljubljani združuje več kot 250 slovenskih znanstvenikov in raziskovalcev, ki večinoma delujejo v tujini, nekateri so se pa zdaj v vmesnem času tudi že vrnili nazaj v Slovenijo in kar nekaj jih je tudi že zaposlenih tudi pri nas nazaj na Univerzi v Ljubljani. Danes je z nami doktorica Tina Marolt Čabašek, ki je višja predavateljica na področju gradbeništva na Univerzi Liverpool John Moores in nam bo tudi danes predstavila robotski teleskop in šolski observatorij, kjer se lahko šole iz vsega sveta povežete z liverpoolskim teleskopom, prav tako pa potem lahko tudi učenci sami opazujejo vesolje. Zdaj na Univerzi v Ljubljani in v okviru SMUL s istovrstnimi predstavitvami med drugim prizadevamo tudi čim bolj povezati člane in članice SMUL, tako študenti in študentkami, kot tudi z zaposlenimi na Univerzi v Ljubljani. Prav tako želimo ozaveščati o poklicu in pomenu raziskovalcev in znanosti v družbi in pa koristih, ki jih potem tudi znanstveniki in raziskovalci prinašajo oziroma prinašate družbi. Zdaj dr. Tina Čabašek je tudi izkušena gostiteljica študentk in študentov in je tudi pripravljena gostiti tako raziskovalce, kot tudi študente in študentke, ki boste na primer lahko v okviru svojega obiska pri dr. Tini delali na svojem projektu ali pa na projektu dr. Tine Čabašek v sklopu njenih raziskovalnih tem, ki pa so predvsem vezane seveda na gradbeništvo in grajeno okolje. Bo tudi dr. Tina potem v nadaljevanju predstavila nekoliko več informacij. Lahko pa tudi si ogledate več informacij, kontakte in pa možnosti financiranja tovrstnih gostovanj na naši spletni strani, kjer pa imamo navedene tudi druge priložnosti in možnosti sodelovanja s člani in članicami SMUL. Seveda bomo pa veseli tudi vaših predlogov za sodelovanje s člani in članicami SMUL. Zdaj današnjo predstavitev tudi že snemamo, jo bomo tudi objavili na spletni strani, prav tako pa vam bomo tudi posredovali posnetek na e-naslov, ki ste ga navedli v prijavi. Zdaj v nadaljevanju pa bo dogodek povezoval tudi član SMUL, dr. Matija Brumat, ki trenutno deluje na področju vesoljske tehnike in bom tudi sedaj predala besedo. Vas pa vabim, da si pripravite tudi vprašanja, na katera bo doktorica Tina Marolt Čabašek odgovarjala po zaključku predstavitve. Ja, torej, hvala za besedo. Najprej bi rad na kratko predstavil našo današnjo gostjo. Gospa dr. Tina Marolt Čabašek je višja predavateljica. Za tiste, ki ste manj seznanjeni v anglosaksonskem svetu, oziroma vsaj v Angliji imajo malo drugačne nazive predavateljev in profesorjev, se lahko potem tudi malo poveste o tem. Na področju gradbeništva na Univerzi Liverpool John Moore, kjer poučuje predmete iz geotehnike na dodiplomskem in podiplomskem študiju gradbeništva in je tudi mentorica dodiplomskim, magistrskim in doktorskim študentom, tudi na istem področju gradbeništva. Sama akademsko pot je začela na Univerzi v Ljubljani, na NTF-ju, na oddelku za geotehnologijo, rudarstvo in okolje. In preden je prišla na Univerzo v Liverpool, John Moore je imela tudi vmesni postanek na Univerzi Heriot-Watt v Edinburghu na Škotskem in na Univerzi v Leedsu. Lahko tudi sam povem, sam sem tudi bil kratek čas na Heriot-Wattu, mogoče dva meseca. Ja, in naša današnja gostja je raziskovalka na Inštitutu za grajeno okolje in trajnostne tehnologije, Built Environment and Sustainable Technology Research Institute na univerzi, kjer so njene teme raziskav v bistvu razvoj in preizkus novih tipov pilotov, kjer je glavni cilj izboljšati trajnost in odpornost pilotnih temeljev, kjer se tudi vrednotijo nosilnost eksperimentalno in numerično za te pilote.
uporaba generativnega načrtovanja in strojnega učenja pri izbiri konstrukcijskih rešitev in medtem metode modeliranja adsorpcije, onesnaževal in sanacije vodnih virov. In četrti poudarek je na razvoju numeričnih modelov za železniške proge s togim temeljem in balastom, vedno zelo specifično za tiste, ki jih zanima, ter kalibracija teh modelov z eksperimentalnimi podatki iz testiranj v polnem merilu in izvedba teh eksperimentov. Upam, da sem to na kratko pravilno predstavil, pa bom predal besedo k naši današnji gosti za predavanje, ki se tiče o robotskem teleskopu v lasti Univerze John Moore. Ja, hvala lepa, Matija, za predstavitev. Tako da začnemo. Konstrukcija pod zvezdami, gradnja največjega robotskega teleskopa na svetu. Začela bom z liverpoolskim teleskopom, enim vodilnih robotskih teleskopov na svetu. Ponavadi, če imam predavanje v predavalnici, vedno vprašam, če publika ve, kje se nahaja liverpoolski teleskop. In nemalokrat dobim odgovor, da se nahaja v Liverpoolu. No, temu ni čisto tako. Nahaja se na otoku La Palma, na Kanarskih otokih. Tukaj sedaj lahko vidite ta otok La Palma in goro, kjer se nahaja množica teleskopov, posnetek pa se zaključi na liverpoolskem teleskopu. Kot vidite tukaj, liverpoolski teleskop ni daleč stran od našega bodočega novega robotskega teleskopa. Današnje predavanje bo razdeljeno na 3 dele. Najprej se bom posvetila liverpoolskemu teleskopu s predstavitvijo Inštituta za astrofizikalne raziskave na LGMU. Mi radi rečemo Liverpool John Moores University, skrajšano LGMU. Nadaljevala bom s šolskim observatorijem. V 3. delu pa bom govorila o novem robotskem teleskopu, predvsem z vidika zaščitne konstrukcije teleskopa. Povedala bom nekaj tudi o zrcalih in programski opremi. Žal tokrat ne bo veliko vsebin o vesolju za vse navdušence nad astrofiziko, saj verjetno veste, sama nisem astrofizičarka, zato so moja znanja o vesolju precej omejena. Sem se pa veliko naučila zdaj sproti od mojih kolegov. Liverpoolski teleskop, kaj ga naredi posebnega? No, ni daljinsko voden teleskop, namreč je popolnoma avtonomen. To pomeni, da za delovanje ne potrebuje človeka, saj sam sprejema odločitve o tem, kaj bo opazoval glede na predhodno določene prioritete. Popolnoma operativen je od leta 2004, potem ko je prvo svetlobo zaznal že leta 2003. Ima 2 metra velik primarni zrcalni objektiv in je zasnovan za hitro spremljanje prehodnih pojavov, kot so izbruhi gama žarkov in supernove. Ti kozmični dogodki so nepredvidljivi in se zgodijo nenadoma, zato je ključno, da ima teleskop, ki se na te vrstne dogodke odzove zelo hitro. Čeprav liverpoolski teleskop še vedno sodi v sam vrh astronomske infrastrukture, pa prihodnost astronomije zahteva večje in hitrejše teleskope. Zato imamo v načrtu 4-metrski teleskop z naprednejšimi možnostmi. To nas pripelje do Inštituta za astrofizikalne raziskave na LGMU, ekipe, ki stoji za liverpoolskim teleskopom. Zdaj tukaj vidite posnetek Liverpoola. Najbolj markantna je anglikanska katedrala, nedaleč stran je tudi
metropolitanska cerkev. No, in zdaj, ko vam bom pokazala, kje se nahaja ARI, Astrophysics Research Institute, se v bistvu nahaja v neposredni bližini metropolitanske cerkve. Torej, ARI specializirani so za področja, kot so opazovalna astronomija, računalniške simulacije in astronomijo prehodnih pojavov, ki se osredotoča na preučevanje, kako se vesolje spreminja skozi čas. Ne upravljajo le liverpoolskega teleskopa, temveč tudi sodelujejo pri razvoju teleskopov nove generacije, vključno z novim robotskim teleskopom. Poleg raziskav pa je ARI močno vpet v izobraževanje astronomije, kjer ponujajo vire in delavnice za navdihovanje učencev in dijakov in spodbujanje njihovega zanimanja za znanost. Šolski observatorij na naši univerzi je brezplačna izobraževalna platforma, ki šolam iz vsega sveta omogoča sodelovanje v resničnih raziskavah astrofizike. Vem, da je danes z mano precej učiteljev in profesorjev iz osnovnih in srednjih šol. Zato sem se odločila, da nekaj časa namenim prav predstavitvi šolskega observatorija. Ob tem se iskreno zahvaljujem kolegicama Stacy in Emi, ki sta velikodušno delili svojo predstavitev. Danes vam jo bom po svojih najboljših močeh predstavila tudi jaz. Tako, najprej bom naredila en kratek uvod v šolski observatorij, da dobite občutek, zakaj gre. Potem vam bom pokazala, kako se registrirate in skupaj bomo lovili asteroid. Na koncu sem dodala še kontaktne podatke, če boste imeli še kakšna dodatna vprašanja. Sem pa se res potrudila, da sem skozi predstavitev odgovorila na čim več tistih vprašanj, ki ste jih poslali vnaprej. Za uvod naj odgovorim, zakaj astronomija. Astronomija je znanost, najpogosteje povezana s fiziko, namreč uporabljamo zakone fizike za razlago pojavov v vesolju, vendar pa poleg fizike vključuje tudi kemijo, in sicer pri nastanku elementov v zvezdah. Nadalje astronomija pokriva tudi biologijo pri iskanju nezemeljskega življenja in raziskovanju pogojev, v katerih se lahko razvije življenje. Astronomija je tako tesno povezana tudi z matematiko. Matematika v tem kontekstu se uporablja skozi celotno astrofiziko za izračun velikosti, temperature, tlaka, pogojev za naseljivost in še veliko več. Tako, če odgovorim na še eno vprašanje več, kaj je naše poslanstvo? Z vključujočimi dejavnostmi želimo spodbuditi posameznike, učence, dijake, učitelje in profesorje, da se aktivno vključijo v astronomijo in pridobijo znanstvene, tehnične, inženirske in matematične veščine. Na tak način učenci in dijaki razvijajo svoje znanje v vesolju, ki ga lahko uporabijo v vsakdanjem življenju. Naše poslanstvo je približati vesolje vsem in jim pokazati, da lahko z znanjem naredijo veliko več. Torej, kaj počnemo? Želimo omogočiti enostaven dostop teleskopov za šole po vsem svetu. Upravljanje teleskopa in zagotavljanje kakovostnih podatkov ni enostavno, zato ponujamo uporabniku prijazen vmesnik. No, tole zdajle je fire alarm, ja, tak intermezzo, zelo pomembna stvar v Angliji, bil je samo preizkus alarma, tako da zdaj lahko nadaljujem. No, celoten postopek je zasnovan tako, da je čim bolj enostaven.
Zdaj tukaj imam še eno izjavo učitelja iz srednje šole. Dijakom je všeč, ker delajo nekaj, kar delajo tudi pravi astronomi in uporabljajo prave slike. Tako takšna aktivnost ni videti kot šolska naloga, ampak nekaj resnega in zanimivega. Na voljo imamo mrežo teleskopov različnih velikosti. 3 so s premerom 2 metra, 13 s premerom 1 metra in 10 s premerom 0,4 metra. Vsi so popolnoma robotsko vodeni. Trenutno jih lahko uporabljate za fotometrijo, torej za merjanje svetlosti nebesnih teles. V prihodnosti pa bo mogoča tudi spektrometrija oziroma spektroskopija, kjer boste lahko dobili tudi informacije o sestavi, temperaturi, hitrosti in gibanju zvezd ali galaksij. Zdaj to je en tak fajn video našega liverpoolskega teleskopa. Ponoči teleskop samodejno določi najučinkovitejši način za izvedbo opazovanj po načrtu. Če pa so vremenske razmere slabe, računalniki ustrezno ukrepajo, teleskop se lahko zapre in opazovanja se prestavijo. Ko je nočni opazovalni cikel zaključen, se slikovni podatki za vsako opazovanje prek interneta pošljajo nazaj v Telescope Management Center, kjer jih nato prejmejo astronomi in šole. Liverpoolski teleskop deluje v načinu oddajanja offline opazovanja. V tem načinu se zahteve za opazovanje pošljajo teleskopu, ki jih izvede ob prvi priložnosti. Običajno naslednjič, ko se stemni, če to dovoljuje vreme. V 1 ali 2 dneh bo teleskop izvedel vaša opazovanja, slikovni podatki pa bodo na voljo za prenos z naše spletne strani in pripravljeni za analizo. V mnogih primerih so opazovanja zaključena že naslednji dan. To je bilo tudi vprašanje, koliko časa se potem čaka na te podatke. Nekatera trajajo nekoliko dlje, ves čas pa lahko spremljate njihov napredek. Na tem mestu sem zbrala še nekaj dodatnih zanimivih informacij. Program je namenjen osnovnim šolam in srednjim šolam, tako imenovanim koledžem v Veliki Britaniji in na Irskem in pa tudi mednarodnim učiteljem in raziskovalcem. Uporaba je popolnoma brezplačna za vse uporabnike, ne glede na to, kje na svetu se nahajajo. Do zdaj se je v program vključilo že več kot 26.300 registriranih opazovalcev. Na voljo je tudi obsežna spletna stran s podporno vsebino, kjer najdete več kot 130 različnih učnih gradiv. Tudi kasneje vam bom pokazala ta učna gradiva. Aktivnih je več kot 1700 registriranih učiteljev. Ti so resnično večinoma iz Velike Britanije in Irske. Jaz upam, da se bojo zdaj registrirali tudi slovenski profesorji in učitelji. Jaz bom to spremljala. Registriranih je potem več kot 21.500 učencev, dijakov in študentov ter skoraj 3000 raziskovalcev. Skupaj je bilo oddanih že več kot 223.000 zahtevkov za opazovanje. Tako da naša ekipa dela, imajo precej dela. No, tukaj je prikaz, kako se registrirati. Na voljo so 3 tipi registracije, se pravi kot raziskovalec, kot učenec, dijak ali študent in pa kot pedagog, se pravi učitelj, profesor. Se pravi, kot vidite, se lahko sami registrirate le kot raziskovalec ali kot pedagog. Če se registrirate kot pedagog, lahko na to ustvarite račune tudi za svoje učence oziroma dijake, študente. Na tem mestu bi rada posebej opozorila, da se kot raziskovalec lahko registrira vsak.
medtem ko je registracija za pedagoga namenjena izključno dejanskim učiteljem in profesorjem, ki poučujejo. Prav tako imate kot pedagog dostop do velike večje podatkovne baze kot raziskovalec. To zdaj lahko naredite eno kratko primerjavo tukaj, kaj je še vse dodatno na voljo. Se pravi, jaz danes predvidevam, da je danes z mano precej pedagogov, tako da se boste registrirali kot pedagog, nato boste potrdili svoj e-mail naslov. Ko bo to urejeno, se boste prijavili v sistem in lahko ustvarili račune za svoje učence, dijake in študente. Zdaj bom na kratko pokazala ta prikaz Go Observing, to je spletne strani. Povedala vam bom, kako oddate zahtevek za opazovanje, kakšne so možnosti, da bo opazovanje res izvedeno in kako lahko na to potem najdete svoja opazovanja pod zavihkom My Observations. Na voljo je tudi arhiv, kjer lahko dostopate do že opravljenih opazovanj drugih uporabnikov. Torej, ta zavihek Go Observing vas vodi korak za korakom skozi postopek oddaje zahtevka za opazovanje. Če nimate ideje, kaj bi opazovali, vam zna celo predlagati možnosti. S tem učenci in dijaki lahko stopijo v vlogo astronoma, ko analizirajo podatke. Ni pa treba, da so astronomi, ko gre za razumevanje in upravljanje teleskopa. Pri oddaji zahtevka sistem sam upošteva več tehničnih vidikov, in sicer ali je izbrani objekt viden v tistem letnem času oziroma ob kateri uri ponoči, potem kam naj se teleskop usmeri, kakšni filtri naj se uporabijo in kako dolgo naj kamera zajema sliko. Ter zelo pomemben vidik je luna. Luna lahko moti opazovanje, zato ker je preveč svetla. Tako, učencem in dijakom ponujamo prave podatke, ne samo slik, z njimi lahko izvajajo pravo znanost, na primer merijo razdalje med objekti ali analizirajo svetlobo, lahko postanejo tudi ustvarjalni in raziskujejo svetlobo na različne načine. To jim omogočamo tako, da v vsako datoteko vgradimo dodatne informacije, kot so merilo razdalja do objekta in merilo slikovnih pik, da bi učenci in dijaki lahko sploh delali s temi posebnimi datotekami s teleskopa, prav posebej za šole razvili svojo lastno programsko opremo. Ta video je sicer v angleščini, ampak lepo odgovori na vprašanja, ki ste jih poslali vnaprej, zato se mi zdi smiselno zdaj, da ga predvajam. Tako, to je bil ta kratek video s predstavitvijo. Sedaj si bomo pogledali eno izmed 123 aktivnosti, ki so na voljo na naši spletni strani. Pa tukaj imam še en quote, se pravi, za mladega človeka, ki se je začel ukvarjati z astronomijo, je bil šolski observatorij kot odprta vrata. Ni nas omejeval, ampak nam je dal občutek, da smo dovolj pametni za to. To je povedal dijak in mislim, da zelo lepo povzame namen vsega tega, se pravi odpreti vrata v svet znanosti, brez strahu, da nečesa ne znaš. Torej, ta aktivnost je raziskovanje luninega površja. Kot vidite, je aktivnost namenjena učencem. Bom
provala jaz z laserjem, tukaj učencem, starim od 7 do 14 let. Prilagojena je po zahtevnosti, posebej za starostni skupini od 7 do 11 let in 11 do 14 let. Tudi trajanje je različno, odvisno od tega, kako zahtevno in podrobno jo izvedete. Traja nekje med 30 in 60 minut. Tako izgleda proučevanje luninega površja, kjer zumirajo, merijo in preštevajo kraterje. Torej, kako veliki sploh so različni objekti v vesolju? Tukaj so nekateri primeri slikovnih podatkov, ki smo jih odprli v programu Astrolab. Povezava do tega je na spletni strani šolskega observatorija. Potem smo s pomočjo orodij v Astrolabu izmerili premer posameznih objektov, kot je na primer lunin krater, planet, meglica ali galaksija. Več o teh objektih si lahko preberete tudi na učnih straneh, kjer najdete razlage o merilih in enotah. Vse slike, ki sem jih uporabila v nadaljevanju, pa so na voljo prav na spletni strani šolskega observatorija. Pa pojdimo zdaj na lov na asteroid. Mislim, da ga lahko vidite. Postaja svetlejši, uporabili smo različne filtre. No, in potem na koncu smo pokazali v bistvu utripanje, ki je zaporedje več slik. Tukaj sem vam želela pokazati samo na hitro, kaj vse lahko počnete, ampak res to je samo en majhen delček tega, kar je na voljo. Če želite iti še korak dlje, lahko v okolju Astrolab Stiller raziskujete še veliko bolj poglobljeno. Tam lahko na primer merite svetlost zvezd, analizirate svetlost galaksij, ustvarjate barvno-magnitudne diagrame in proučujete svetlobne krivulje prehodnih pojavov, kot so supernove, prehodi eksoplanetov. Gre že za čisto prave analize, astronomske analize torej, kjer lahko učenci in dijaki resnično raziskujejo in razumejo vesolje, skoraj tako kot pravi znanstveniki. Jaz upam, da mi zdaj ne boste vsi učitelji pobegnili, ampak živimo v svetu, ki se sooča z velikimi izzivi in verjamemo, da lahko ljudje s pravimi znanji in veščinami naredijo pozitivne spremembe. To prepričanje nas vodi, da podpiramo učitelje in profesorje pri razvoju veščin, pri njihovih učencih, dijakih in študentih, in sicer veščin iz znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike. Naši viri so namenjeni učencem in dijakom od 3. do 18. leta starosti. Želimo jih navdihniti, da svojo pot v znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki nadaljujejo vsaj še malo dlje. Učne vsebine so oblikovane tako, da razvijajo sposobnosti za kritično razmišljanje, obvladovanje podatkov in tehnološko pismenost. Tako, tukaj sem zdaj zbrala vse kontaktne podatke, kamor lahko pošljete še kakšno dodatno vprašanje, v angleščini seveda. Kolegica Stacy vam bo z veseljem odgovorila. Poleg tega pa najdete tukaj tudi povezavo do njihove spletne strani in Instagram profila, če bi radi vedeli še kaj več. Tako da ta del predstavitve danes je bil predvsem za učitelje, profesorje, tudi dijake, če ste z mano, učenci mogoče, kakšen učenec tudi. Na vprašanja bom na voljo na koncu. No, zdaj pa tale naš New Robotic Telescope, se pravi novi robotski teleskop, kar naj bi bila moja primarna predstavitev danes. Kot sem vam pokazala že na začetku, bo novi robotski teleskop stal blizu liverpoolskega teleskopa, torej tukaj je naše zemljišče.
Ekipo novega robotskega teleskopa sestavljamo inženirji in znanstveniki iz Inštituta za astrofiziko Kanarskih otokov, Univerze Liverpool John Moores in pa Univerze Ovidiu v Španiji. V primerjavi z drugimi teleskopskimi projekti smo res majhna ekipa, a imamo veliko znanja, uporabljamo izkušnje, ki smo jih pridobili z liverpoolskim teleskopom in velikim kanarskim teleskopom. Obenem pa vključujemo nove ideje in rešitve iz različnih področij. Kako smo se odločili zdaj, kakšen tip kupole oziroma ohišja bomo uporabili za naš nov robotski teleskop? Na sliki so predstavljene različne vrste ohišij obstoječih teleskopov, in sicer je tukaj osemkotna vrtljiva kupola, sferična vrtljiva kupola, potem odprta kupola iz steklenih vlaken, velika jeklena školjčna kupola clamshell, ki jo ima liverpoolski teleskop, in pa tukaj lahko vidite premično streho roll-off. To je bila v bistvu samo idejna zasnova za naš projekt, vendar pa nam velikost našega zemljišča podstavitev takšne premične strehe žal ni omogočala. Prav tako smo omejeni s prostorom. To območje si lahko predstavljate kot Triglavski narodni park v Sloveniji, se pravi, gre za naravovarstveno zaščiteno okolje. No, in še tukaj je zadnja odprta kupola iz PVC-ja. Na koncu je bila odločitev predvsem odvisna od dveh stvari, in sicer od stroškov in zanesljivosti. Glede na zelo dobre izkušnje z veliko jekleno školjčno kupolo smo se odločili, da jo razvijamo naprej in uporabimo to za nov robotski teleskop. Torej, ko govorimo o teleskopih razreda 4 metre, moramo pri zasnovi ohišja upoštevati kar nekaj zelo pomembnih stvari. Najprej zelo pomembno je, da imamo do teleskopa dostop za vzdrževanje, tako ko je ohišje odprto, kot tudi ko je zaprto. Potem, da lahko dobro opazujemo, mora imeti teleskop popoln dostop do neba. Zelo pomembna je tudi toplotna uravnoteženost. To pomeni, da se notranjost ne pregreva ali da se preveč ne ohlaja, saj to lahko vpliva na kakovost opazovanj. Poleg tega mora biti ohišje takšno, da se lahko odpre ali zapre v manj kot 2 minutah, saj veste, včasih se vreme na gori spremeni zelo hitro. Vse skupaj pa se mora seveda lepo prilegati našemu zemljišču, ki je na voljo na tej lokaciji. Torej, odločili smo se za ukrivljeno školjkasto clamshell ohišje, ker najbolj izpolnjuje ključne zahteve, je zelo trpežno, saj ščiti teleskop predvsem pričakovanimi vremenskimi razmerami in hkrati ohranja toplotno ravnovesje. Je tudi zanesljivo, ker zahteva zelo malo vzdrževanja in hkrati preprečuje prenos vibracij z ohišja ali opreme na sam teleskop. Omogoča dober dostop tako za vzdrževanje, ne glede na to, ali ohišje zaprto ali odprto, kot tudi za sama opazovanja, saj omogoča popoln pogled na nebo. Poleg tega ustreza tudi velikosti in stroških, saj se prilega prostoru na lokaciji in je cenovno kar precej ugodna rešitev. Zdaj, tole machine learning smo delali skupaj s kolegi iz Univerze v Ljubljani in zdaj bom na kratko predstavila ta del. Torej, ohišje ima fiksno osnovo, tukaj okrog, ki omogoča dostop za osebje in vzdrževanje, se pravi, tukaj vidite ena vrata, malo večja.
Sestavljeno je iz skupno 6 segmentov, kar pomeni, da ima vsaka polovica školjkastega ohišja po 3 segmente. Takole, če jih še barvno predstavim. Skupna ocenjena teža konstrukcije znaša 105 ton, od tega 56 ton predstavlja ta premični del, ta streha, in pa 49 ton za ta fiksni del. Na obeh koncih je fiksnega dela sta 2 nosilca za ležaje z osiščem, ki omogočata gladko odpiranje in zapiranje strehe, in pa po 2 para cilindričnih hidravličnih cilindrov na vsaki strani, ki premakneta to streho tako, da je odprta ali zaprta. Se pravi, kot vidite, je zunanja dimenzija ohišja 22,4 metra, tako da gre za ogromno zgradbo. Za model strojnega učenja smo določili cilje, ki smo jih želeli doseči. Za namen te predstavitve zdaj ti cilji niso tako pomembni, mogoče samo cilj izvedljivosti izdelave nosilcev. Želeli smo ugotoviti, kakšna je razlika, če vsak ta nosilec optimiziramo posebej. To pomeni, da so vsi nosilci različni in se popolnoma prilegajo, ampak izdelava je dražja. In pa druga stvar, kako se stvar spremeni, če poenostavimo zasnovo, torej uporabimo več enakih nosilcev, kar pomeni, da je proizvodnja hitrejša, vendar pa sama izvedba glede na prilagojenost nekoliko slabša. Nekaj o metodologiji. Najprej smo ustvarili parametrične računalniške modele, ki simulirajo, kako se obnaša ohišje glede na različne nastavitve in parametre. Študirali smo tukaj 6 različnih case studies. Imeli smo vedno polodprt model in pa zaprt model. Bistveno je bilo, da smo s to metodologijo potem dobili 5,3x10 na 33 rešitev. Za primerjavo, število zvezd je 1x10 na 24. Nato smo te podatke razdelili na 80% za učenje in 20% za preverjanje in ustvarili 4 različne modele. No, na koncu smo optimalne rešitve preverili še z originalnim računalniškim modelom. Se opravičujem. Izbrali smo 10 rešitev za osnovni model in potem smo to predali našim projektantskim partnerjem, torej pri uporabi strojnega učenja za zasnovo ohišja, za novi robotski teleskop, so rezultati pokazali znatno izboljšanje mase in sile v hidravličnem cilindru, so se pri najboljših rešitvah pomembno zmanjšale in tudi pri manj ugodnih rešitvah pa so prispevale k zmanjšanju mase in sil. Torej, strojno učenje se je izkazalo za zelo učinkovito in to nam je omogočilo hitrejši razvoj projekta. Tako, do sedaj sem precej govorila o teleskopu, ampak v resnici vam o njem še nisem veliko povedala. Na tej sliki pa ga končno lahko vidite skupaj z zrcali. Teleskop ima posebno konstrukcijo, ki omogoča obračanje po višini in azimutu ter tehta približno 60 ton. Optični sistem sestavljajo 3 glavna zrcala, primarno zrcalo, sekundarno zrcalo in pa tukaj eno tako čisto majčkeno odbojno zrcalo. Primarno zrcalo na teleskopu je
največje. Zanimivo je, da ni eno samo, kot vidite, ampak je sestavljeno iz 18 šesterokotnih segmentov. Vsak segment tehta približno 96 kilogramov, skupaj pa tvorijo zrcalo, zbiralno površino kar 10,8 kvadratnega metra. Ta segmentirana zasnova potem omogoča lažje čiščenje in vzdrževanje. Zrcalo ni ravno, ima tako rahlo ubočeno hiperbolično obliko in je zasnovano tako, da učinkovito zbira svetlobo iz vesolja. Potem sekundarno zrcalo je iz enega samega kosa, s premerom nekaj manj kot 1 meter, tehta 78 kilogramov. Njegova posebnost je, da se lahko premika, nagiba in pomika naprej in nazaj, kar omogoča zelo natančno nastavitev fokusa. In pa še tole majhno odbojno zrcalo, tukaj spodaj, je nekoliko manj znano, a je zelo pomembno. Imenujemo ga tudi zložljivo zrcalo ali fold mirror. Njegova naloga je, da svetlobo usmeri na različne stranske instrumente. Ko pa želimo uporabiti instrument, ki gleda skozi teleskop, se to zrcalo zelo hitro umakne iz optične poti. Teleskop je torej sestavljen iz nosilca in pa optičnega podpornega sistema. Sestavljen tako, da lahko zelo hitro reagira in v bistvu v 30 sekundah se usmeri na cilj in začne zbirati podatke. Kot vidite, ta nosilec se lahko vrti skoraj v 360 stopinjah levo in desno, medtem ko se ta optični podporni sistem premika tako gor in dol med 90 in pa 20 stopinjami. Se pravi, 90 stopinj je to, potem pa se lahko premakne v to smer dol do 20 stopinj. Pa še nekaj o programski opremi. Programska oprema je razdeljena na 3 glavne dele. Na vrhu je SODC, ki je nekakšna pisarna za astrofizike. Tu oddajajo svoje ideje za opazovanja, kot bi oddali prijavo na raziskovalno delo. Ko je predlog sprejet, vanj astrofiziki vnesejo vse potrebne podrobnosti, teleskop pa nato opravi delo. Ko so podatki zbrani, jih astrofiziki lahko takoj pregledajo, sistem jih celo samodejno obdeluje kot en mini laboratorij v ozadju. SODC tudi omogoča ekipi, da na daljavo spremlja, ali vse deluje kot mora. V sredini je RCS, to so v bistvu možgani teleskopa. Ta sistem se odloča, kaj bo teleskop opazoval, kdaj in zakaj. In kar je najbolj fascinantno, vse to dela čisto sam. Če denimo nekaj v vesolju eksplodira, na primer supernova, RCS hitro preuredi urnik, preskoči vse vrste in takoj usmeri teleskop tja. Prioritete določa glede na vreme, pomembnosti cilja in pa druge stvari. Na dnu pa deluje TLS, to je del, ki vse ukaze tudi fizično izvede. Na primer, RCS reče, glej tja, potem TLS premakne teleskop, zavrti nosilec, nagne optični podporni sistem in poravna zrcala in začne opazovati. Tako, to je bilo bolj taka laična predstavitev operacijskega sistema, ampak da boste razumeli, kaj se dogaja v ozadju, ker je bilo nekaj vprašanj tudi, če uporabljamo artificial intelligence za upravljanje teleskopa, pa ga ne, imamo pač te pametne algoritme, v prihodnosti pa zagotovo.
Tako nov robotski teleskop ni le izjemen inženirski dosežek, je simbol človeške radovednosti, inovacij in sodelovanja. Združuje najnovejšo tehnologijo, mednarodno znanstveno odličnost in izjemno vizijo. To je projekt, ki ne premika le teleskopa, kot mi radi rečemo, ampak premika meje mogočega. Zdaj šolski observatorij pa navdihuje prihodnje generacije znanstvenikov, inženirjev in raziskovalcev in upam, da od danes naprej bo navdihoval tudi slovenske učence in učitelje. Torej, vesolje se nikoli ne ustavi, zdaj pa imamo priložnost in orodje, da mu sledimo in ga opazujemo. Toliko z moje strani. Ja, hvala, Tina, za predstavitev. V bistvu smo imeli predstavitev kar 2 različnih teleskopov danes. Zdaj bi pa odprl diskusijo. Zdaj noben še ni nobenega vprašanja postavil v chat, zato mogoče vprašam publiko, če bi kdo želel kaj vprašati. Drugače mogoče za prebit led bom vprašal, če je več študentov mogoče med našo publiko, kako, če lahko na kratko tvojo akademsko pot opišeš, kako to, da iz na NTF-ja potem na Otok, kakšna priložnost te je zvlekla na Otok? Ja, hvala za to vprašanje. V bistvu sem se želela izpopolniti v angleščini. Angleščina je bila ena taka stvar v mojem življenju, ki mi ni preveč dobro šla. Niti na maturi nisem bila tako zelo uspešna in zadovoljna. In potem sem po končanem študiju se namenila, da grem v eno angleško govorečo državo. Obiskala sem Avstralijo, bila sem navdušena, ampak potem pa le malo bližje domu na Otok. Moja pot se je začela v Edinburgu na Škotskem in to moram povedati, da Škoti ne govorijo prave angleščine, imajo zelo močan dialekt. No, zdaj v Liverpoolu je spet drugačen dialekt, reče se Scouse, tukaj je vpliv iz Irske in zdaj ne samo, da odlično govorim angleško, obvladam zdaj tudi različna narečja. Bila pa je angleščina v bistvu tista stvar, da sem se odločila iti na Otok. In v bistvu torej v Edinburgu je bila postdoc pozicija ali kako drugače? Ja, tam sem začela s poddoc pozicijo, bila sem research associate. Delala sem na enem ogromnem projektu, kjer smo v bistvu imeli v naravni velikosti progo, tirno progo za vlake in smo jo testirali. Ena je bila na teh balastu, ena je bila pa na tem togem podporju. To je bila taka odmevna raziskava, tudi predstavljena potem na BBC-ju, vse z namenom za to HS2, če poznate high speed 2, se pravi drugi tir v Angliji, ki ga razvijajo, torej ni drugi tir samo v Sloveniji, ampak tudi v Angliji. No, zdaj imamo že prvo vprašanje. Tukaj je, da je v bistvu sama oblika primarnega zrcala pri novem robotskem teleskopu je zelo podobna James Webb strukturi, tudi kakšnemu drugi še ELT ima verjetno tudi zelo podobno. Lahko se pove, kdo bo v bistvu, a je to, prvo vprašanje, je to deformabilno ali ima samo korekcije, razne korekcije in kdo bo izdeloval krmiljenje in aktuatorje za ta posamezni segment? Ja, zdaj jaz tukaj ne bi povedala javno zdaj teh
firm in vsega tega, lahko se dogovoriva zasebno, ker v bistvu tukaj gre za razpise, za razpisne pogoje. Zdaj, nekateri so že izbrani, eni še ne. Je res, ja, te zrcala so podobna webovi strukturi in to je bil tudi v bistvu potem razlog za nadaljnji razvoj teh zrcal, in da jih bomo lahko čistili. Zdaj, povedala sem, da je 18 zrcal in vsak mesec imamo namen potem enega sčistiti in v 18 mesecih bi bil potem teleskop spet popolnoma očiščen, ker zdaj največ teh težav imamo ravno s čiščenjem teh zrcal. V bistvu s prahom in podobnimi zadevami. Ja, tako. Dobro, in mogoče zdaj, ko smo malo bolj tehnično vprašanje imeli, kako pa skok iz železniških pragov na teleskope? Ja, v bistvu to je tukaj to interdisciplinarno povezovanje, sodelovanje zelo razvito v Angliji. Tako da, ja, v bistvu so astrofiziki prišli k nam na gradbeni oddelek, predstavili projekt in potem smo mi doprinesli svoj delček noter. Prav tako so šli do strojnikov in so strojniki doprinesli svoj delček noter in tako naprej, a ne. Tukaj gre za to izjemno interdisciplinarno sodelovanje. To v bistvu celotna konstrukcija je več ali manj zdaj, kako bi se temu reklo, začetna zasnova Je teleskopa in-house, ja. je in-house in v bistvu funding, v bistvu to financira univerza sama ali so recimo kakor deležniki tudi kakšne druge ustanove in kakšni raziskovalni granti in tako naprej. Ja, v bistvu zdaj ta projekt je ocenjen na 24 milijonov in ta sredstva imamo že zagotovljena. Zdaj, financerji glavni so trije, se pravi naša univerza, Liverpool John Moores University, potem univerza v Španiji, Ovideju in pa inštitut na Kanarskih otokih. Zdaj, granti, ki smo jih pridobili, so tudi na primer grant vlade Združenega kraljestva, tako da tukaj ima tudi vlada svoja pričakovanja. Ja. Zdaj, še enkrat pozovem mogoče publiko, kakšne osnovne šolske učitelje ali pa, če so med nami, ali pa študente, da napišejo mogoče, če se nočejo javno izpostaviti. Ampak mogoče še ena tema, ki bi jo mogoče kakšen rad slišal, je, na kakšen način lahko pridobijo kontakt za oziroma kje, na kateri stopnji lahko pridejo na kakšen raziskovalni obisk ali pa na kaj podobnega na univerzo in delajo mogoče na kakšnem projektu, na katerem ti raziskuješ. Ja, do zdaj sem v bistvu gostila študente na magistrski stopnji in pa na doktorski stopnji. Dodiplomskih študentov res še nisem imela. Vsako leto jih gostim kar nekaj, tako da v bistvu najbolje je, če se kar pogledajo te moje kontaktne podatke, ki so zdaj na Smulovi spletni strani, pa me potem od tam naprej kontaktirajo, pa se dogovorimo. Običajno ti obiski trajajo od 3 do 10 tednov in delajo na svojem projektu ali pa na enem izmed mojih. In ja, tako no, v bistvu iz tega ven so se razvile doktorske dizertacije, magistrske dizertacije, tudi članki, tako da, ja, veliko je možnosti.
Hvala. Zdaj bi pa mogoče dal, ker ni več vprašanj, besedo nazaj Kati iz Smula za zaključek današnjega dogodka. Ja, najlepša hvala. Jaz bi se v bistvu želela samo zahvaliti dr. Tini Marolt Čebašek za današnjo predstavitev, da ste si vzela čas in tudi predstavila spoznanja vaše raziskovalne skupine in vaše delo. Prav tako hvala tudi dr. Brumatu za današnje povezovanje dogodka in seveda vsem vam, ki ste bili danes z vami. Vabim vas, da tudi v prihodnje spremljate predstavitve naših članov in članic SMUL in nam seveda posredujete še morebitne vaše predloge za sodelovanje. Na koncu bi vam pa samo še zaželela lep dan in pa upam, da se vidimo na kateri od naslednjih predstavitev. Hvala, lep dan.